Letošnje leto pa je bilo tudi leto, ko smo pri nas zamenjali kar nekaj predsednikov. Tako je. Na RTV-ju so čisto na začetku leta zamenjali predsednika programskega sveta, potem smo aprila zamenjali predsednika vlade, pa seveda predsednika uprave GEN-I, dobili smo prvo predsednico državnega zbora, pa novega predsednika Olimpijskega komiteja ter novega predsednika uprave Telekoma. Čisto na koncu leta pa seveda še tisto najpomembnejše, novo predsednico Društva kmečkih žena Spodnja Polskava. Ja, konec leta pa se po 10 letih od predsednikovanja poslovi tudi Borut Pahor. Predsednik Borut Pahor je v svojih 2 mandatih vsem Slovencem dokazal, da se da preživeti tudi z minimalno predsedniško plačo. Predvsem pa je bil hvaležna tarča za politično satiro, saj je slikovni material dostavljal kar sam, vsak teden, čeprav ga nobeni prosil. Ob zaključku mandata ga prijetno pozdravljamo in mu želimo še ogromno uspehov v fitnesu. Njegovo mesto v predsedniški palači je tako prevzela prva slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Kot zanimivost naj povemo, da je od zmagoslavja v drugem krogu volitev pa do slovesne zaprisege minilo skoraj 6 tednov, kar je za žensko ravno dovolj časa, da se odloči, kaj bo oblekla. Pa dobro, kdo je to pisal, ten šovinističen tekst? Jaz, gospa predsednica. Za svoj prvi 5-letni mandat je predsednica zadala 2 prioritetni nalogi. Prizadevanje Slovenije za nestalno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov ter izboljšanje osebnega rekorda 1385 podrtih kegljev. Primopredaja poslov med bivšim predsednikom in novo predsednico pa je k sreči potekala brez večjih težav. Pahor je novi predsednici poleg običajnih vljudnosti pripravil tudi manjši paket dobrodošlice, v katerem so bili predsedniški selfie stick, telefonska od Janeza in doživljenjska zaloga energijskih pijač. Novopečena predsednica pa je njemu podarila 10 zastonj ur učenja bowlinga in 2 karti za koncert na ruski dači. Na mizi v predsedniški pisarni pa je novo predsednico čakal tudi CD s skrivnostnim napisom, ko mene več ne bo. Vas zanima, kaj se je skrivalo na CD-ju? Mene tudi. Pa tu če kaj drugega. V starih cajtah smo na konc djal lahko noč, se vidimo naslednji teden. Zdaj pa samo rečeš, subscribi se in glej, kakor te je vola.